Skupina Malo prepozen pozdravlja poslušalce Radioaktivno. Obusem svoje stare čevlje, da bi videl, kaj se mu ni. Rad bi šel na pot, ki znana se mi zdi. Nimam izbire, veš, prehodil jo bom. Če padem, stojo v meni, bodi moj pilot. Za vedno skupaj, v dobrem in v zlu. Midva sva angel in hudič. Za vedno skupaj, v dobrem in v zlu. Midva sva angel in hudič. Obusi svoje stare čevlje, da bi videl, kaj si v njih. A pot je trša, kot si mislil. Tvoja je moč šibkejša, kot si želiš. A nimaš izbire, veš, prehodil jo boš. Če padeš, samo tebi, jaz sem tvoj pilot. Za vedno skupaj, v dobrem in v zlu. Midva sva angel in hudič. Za vedno skupaj, v dobrem in v zlu. Midva sva angel in hudič. Za vedno skupaj, v dobrem in v zlu. Midva sva angel in hudič. Za vedno skupaj, v dobrem in v zlu. Midva sva angel in hudič. Angel in hudič je bila slišana skladba skupine Malo prepozen, album Kje sem zdaj. Veliko lepo zdrav v oddaji Radioaktivno. Pozdrav nazaj in pozdrav vsem poslušalcem Radia Prlek. Malo prepozen pomeni, da še ni prepozno, ampak da je samo malo prepozno. Ja, lahko bi tudi tako rekli, ne? Ker načeloma je ime skupine nastalo spontano. Po dobrem letu, ko smo se pač ustanovni 4 člani dobili, ne, je padla ideja, mislim, v bistvu ni bila ideja, ampak pri vseh težavah, ki smo jih sprva imeli kot 4 amaterji in preigravanju raznih priredb in uspešnic in z 80-ih, 90-ih let rock klasikov, je pač takrat naš kitarist Bojan Urešnik rekel, mislim, fantje, mi smo tole očitno malo prepozno začeli, ne. In se nam je zdela dobra ideja in to smo rekli, da imamo mi kar tak naslov in mislim, da se je dobro projelo to. Drugače v bendu radi zamujate ali ne? Nikoli, tukaj smo pa kar natančni, ker vse tisto, kar smo do zdaj naredili, zahteva en kup enega odpovedovanja, požrtvovalnosti, dela in zamujanja nekih ni. Mogoče včasih na kakšni vaji, ampak to hitro nadomestimo z nekim pogovorom, ko nekoga čakamo, ki imajo pa vedno zelo redko za fantje zamujajo, sam in tja je to glavnem zaradi prometa ali pa delovnih obveznosti. Ja, kaj to običajno se v bendih, kjer je več članov, dogaja to, da vse eden redno zamuja. Ma to pri nam načeloma ni tako, ne. Kljub temu, da so vaje dokaj zgodaj, ne, ob 16. uri, imamo tam pol ure manipulativnega prostora in tiste pol ure si popestrimo, pač tako kot sem že omenil, z debato o preteklih dogodkih, o tem, kaj nas čaka. Malo si grlo splaknemo, tako da čas hitro mine in včasih potem še zamudnik
če slučajno pride, ne, malce kasneje kdo, imamo vedno neko toleranco in se nam pridružiti pri splakovanju grla, ne, in potem zadeva steče. Potem ga vprašate, kje si bil zdaj? Ali raje vprašate, kje sem zdaj? Dobro, humor je dobra stvar, ne, to cenim, ampak v to smislu ne gremo. Zajebancija je vedno, ampak kakor pravim, kakor sem že povedal, tudi fantje so toliko vesti, če že kdo slučajno zamuja, imamo pač te SMS-e, telefone, ne, in nam javi, zamujam zaradi tega ali zaradi onega, ampak to je postransko. Tako da malo prepozno je dejansko res samo bil trenutek tega dogodka, ki se je pač zgodil, ne, in je to pri tem ostalo. Ne morem drugače kaj razpletati okrog tega. Mislim pa, da je Marko, ki nam je napisal uvodnik na zadnjem albumu, lepo opredelil besedo malo prepozen. Kaj to za nas pomeni in kaj to za vse skupaj pomeni. Da ne boš razkril preveč skrivnosti benda? Ne, niti ne, ker tako imam od fantov naročilo, da je treba povedati vse, ne. Boš pač ti, Boštjan, povedal, kako me boš pač vodil skozi ta intervju in bova pač zgodbo napletla, tako kot bo pač potrebno, da bojo tudi fantje zadovoljni. Pričela sva skladbo Angel in hudič, je to kot nek dialog med dobrim in slabim? Mislim, da besedilo je bolj globoko. Samo besedilo govori o nekem odnosu med njim in njo in v samem besedilu lepo besede tečejo o zgodbi, kako se drugega dopolnjujeta pri takih in drugačnih prilikah, kako enkrat prevzame vlogo angela ali hudiča tako moški kot ženska. Ni to tako, da bi bilo dobro slabo, kot si ti navezal, ampak je bolj zgodba o medsebojnih odnosih. Druga bo Baza. Baza je en poseben komad, katerega je napisal naš kitarist Jure Krajnik. On je načeloma po srcu in po duši basist in to prekleto dober basist. Za sabo ima kar 4-5 bendov, s katerimi je že igral. In mi smo ga prosili, ker pri njemu smo tudi snemali prvi album, drugega, pri njemu smo pač delali demo posnetke in osnove za produkcijo. In Jure je pred leti že naredil sam svoj album, inštrumentalni. Na tem albumu je izdal pesem Baza. Album se imenuje sicer Gašenbrum, posvečen je cel album njegovemu dobremu pokojnemu prijatelju Slavcu, slovenskemu znanemu alpinistu, ki je na Gašenbrumu tudi vstal. In ta pesem nam je sedla nekako dobro in smo rekli, da bi naredili priredbo. Jure je naredil potem ponovno priredbo, dodajali smo inštrumente, vokal in samo besedilo govori o borbi alpinista, ko je sam s seboj na razliki nekaj tisočih metrov, ne. In takrat se človek spoznava, vidi, kaj je dosegel, kaj postaja, kaj ga še čaka, cilj mu je daleč naprej, vedno so vsi cilji večkrat težko dosegljivi in mislim, da je tekstopisec na tej pesmi zadev žebelj na glavico, če temu tako rečemo. Sem sanjal
želje in ne vem, kaj bi še rad postal. Mano je stena, moj sovražnik je in je moj brat. In pravi mi, kaj sem hotel postati. Daleko sem sanjal, da sem gospodar. Daleko sem mislil, samo naprej grem, ker jaz sem plezalec svojega srca. Sem sanjal, da sem gospodar. Tedaj, ko sem mislil, samo naprej grem, ker jaz sem plezalec svojega srca. Sani neba. Baza skupine Mal prepozen oddaja Radioaktivno. Kam moramo, ko iščemo korenine skupine? Če greva prav na začetek, kakor sem omenil, 4 člani, 2 so ostala iz prvotne zasedbe, fante so iz benda prihajali in odhajali zaradi lastnih potreb in želja, tako da največ smo menjali pač kitariste. Pri zadnjem albumu se nam je pridružil Simon Jamnik, prevzel je vlogo solo kitarista. Izkazalo se je, da je odličen avtor skladb in na tem drugem albumu smo naredili pač 7 lastnih skladb, katerih avtor je prav Simon Jamnik. Ostale 4 so prispevali, ostalih 5 so prispevali še drugi, kakor sem omenil prej Jure Krajnik. 2 pesmi je prispeval Mirko Vuksanovič in 2 pesmi je prispeval njegov sin Aljoša. Vse skupaj je pač bilo tako, kot je pač se izteklo in pa tako, da nekako je tako narejeno, da band vedno deluje, zdaj ko nas je 5, kot celota in smo nekako, bi rekel, ponosni na to, da smo naredili spet drugi album v slovenskem jeziku, slovenski rock in z dobrimi besedili in z dobro glasbo, koliko upam, da bo poslušalcem vašim to všeč. In pa poudarek je bil na temu, da smo se izogibali generičnosti, da je ne bi bilo preveč, da so skladbe malo bolj na riff narejene, malo bolj rahlo, bolj trdo kot na prvem albumu. Prvi album je bil dokaj čist in clean, ta v nekaterih sekvencah ni več tako. Zagon je pač tak, da našega Simona pač ni zaustaviti, dela naprej in ga je treba na trenutke malce zapremzati, ker ga mi ostali v bendu ne dohajamo. Ker mislim, če se dobro spomnim, ima on že 6-7 demo posnetkov novih narejenih. Vsi člani ste starejše generacije, vsi 50+. In čez. Tako da najmlajši član v bendu, ravno naš Simon, je letnik 68. Ostali smo pa vsi 60+.
Tudi to je bilo nekako malo bilo v imenu nakazano, pač v bendu malo prepozno, ampak se je izkazalo, da temu ni tako. Da nismo tako, bi rekel, podvrženi letom. Mogoče se včasih pozna, če je vaja predolga, je treba prej nehati. Špile, ki jih imamo, oziroma koncerti, so tudi prilagojeni temu, da ne igramo več kot 2 uri, ker postane lahko naporno, sploh v zimskem času se igra zunaj, to se pač pozna potem na letih malce. Ampak pri skladbah pa pri glasbi pa sicer pa ne. Torej nikoli ni prepozno. Ne, nikoli. Tretja, hiše so iste. Težko bom razlagal vsak komad posebej, nekako tako naj povem. Pesem, ki jo je napisal pač avtor, je pač narejena v smislu, da se življenjski ciklus nadaljuje. Kaj več okrog tega je težko povedati, ker interpretacija pesmi je nam nikoli ni šla tako v intervjujah in v besedah nam te interpretacije ne grejo najboljše od rok, več nam sama glasba pove in besedilo zraven. Vračam se nazaj, spomini sem doma. Naj bo kot tedaj, ko vedno bil je maj. Hodim po cesti, ista je kot tedaj, ko sva skupaj štela korake, imela isto pot. Bila si kot jutra, imela si rosno polt. Bil sem tvoj veter in sem te hladil. Hiše so iste in vse je kot tedaj, samo midva sva prašna, utrujena od poti. Vračam se nazaj, spomini sem doma. Naj bo kot tedaj, ko vedno bil je maj. Zdaj sva večer, ki se temi, gledava isto, z drugačnimi očmi. Hiše so iste in vse je kot tedaj, samo midva sva prašna, utrujena od poti. Vračam se nazaj, spomini sem doma. Naj bo kot tedaj, ko vedno bil je maj. Samo midva sva prašna, utrujena od poti. Vračam se nazaj, spomini sem doma. Naj bo kot tedaj, ko vedno bil je maj. Vračam se nazaj, spomini sem doma. Naj bo kot tedaj, ko vedno bil je maj. Poslušate oddajo Radioaktivno, pozdravlja vas skupina Malo prepozno. Niti ne vem, o čem mi govoriš, nekaj o
sebi, kdaj sem te izgubil. Oprosti mi, jaz sem samo fant, ki ne posluša in se mu vse vedno dobro zdi. Kaj pa ti, tebi je jasno vse, ti že razumeš, kako se svet vrti. Še vedno imava čas, da najdeva stvari. Vedno imava čas, da svet v vetru živi. Vedno imava čas, da dorečeva stvari. Vedno imava čas, da najin poljub zaživi. In niti ne vem, o čem mi govoriš. Nekaj o sebi, in kdaj sem te izgubil. Vse izgubljeno, kaj mi govoriš. Vse moje napake, vse moje izrečene grde besede. Kaj pa ti, tebi je jasno vse, ti že razumeš, kako se svet vrti. Še vedno imava čas, da najdeva stvari. Vedno imava čas, da svet v vetru živi. Vedno imava čas, da dorečeva stvari. Vedno imava čas, da najin poljub zaživi. Vedno imava čas, da najdeva stvari. Vedno imava čas, da svet v vetru živi. Vedno imava čas, da dorečeva stvari. Vedno imava čas, da najin poljub zaživi. In niti ne vem, skupine Mal prepozen z albuma Kje sem zdaj, Vilko z mano oddaji Radioaktivno. Sedaj ste 5-članska skupina, če vas še moče predstaviš, kdo je kdo, Ja, na z katerih veseljem, inštrumentov? z veseljem. Kot pravim, jaz sem pač na Vilko Lovšin, nekako mi je pripadla vloga, da pač moram voditi bend, se dogovarjati za špile, nekako prevzemam neko vlogo, kako se to učeno reče, menedžerja, ampak to ni ravno tako, ker je pač to vseeno težko. Poleg mene je iz prve zasedbe vstal še, iz prvotne zasedbe vstal še Zoran Lipovšek na vokalu, igra tudi akustično kitaro, dokaj dobro, in pa na basu imamo Janeza Pivka, ki ima neko zgodovino že odprej, iz metalnih sekvenc in metalnih krogov. Na ritem kitari je Jure Krajnik in pa, kot sem omenil, na solo kitari
Simon Jamnik. Na albumu je poleg vas slišati še nekaj drugih vokalov. Ja, zdaj pesem, katero so poslušalci že slišali, in sicer Angel in hudič. Mi smo imeli pred določenimi leti, smo povabili k sodelovanju Klaudijo Šabič. Ona je odlična sopranistka. Nekako nam je takrat odgovarjalo, ko smo imeli še bolj komercialne poteze in igrali kavarje v živo, nam je Klaudija prišla prav, pokazala se je neka simbioza z zelo novimi nizkimi vokali in glede na vsebino tega komada, ko ste ga že slišali, Angel in hudič, smo Klaudijo povabili, da nam je prišla odpet zraven še vokal v ženski zgodbi in je to nastalo tako, kot pač je. Medtem ko v back vokalih, ki se pa slišijo, je pa vedno zadaj vokale prispeval Mirko Voksanovič in pa Jurij Krajnik, ki na nekih komadih tudi on poje, ali back vokale, in pa seveda bazo, ste jo že slišali, on odpev, tako da se zadeve kar menjajo. Simon Jamnik prispeva tudi back vokale, jaz in basist Janez pa se posvečava bolj inštrumentu. Imava tam dovolj dela v ritem sekciji. Tako da se skoraj vsi menjujete na vokalih. Vsi ne, jaz in basist ne, razen na vajah včasih zaropotava kaj zraven, ampak se tega izogibava, ker nama to ne gre najbolj od rok in tudi najni vokali niso najbolj ustrezni za prepevanje. Naslednja, Jaz in ti. Jaz in ti je zgodba, spet smo v neki globini besedila, nekaj se je nekoč nekemu paru zgodilo in nekako pesem govori o temu, kaj bi bilo, če bi par ostal skupaj, na tak ali drugačen način. Vsaj tako je to interpretiral avtor besedila. Pesem sama tudi nekako o temu govori in mislim, da je zadeva kar dosti dobra in nasplošno, kot so vsa ostala besedila pri nas, se lahko vsakdo v njih najde. Ni tako nekaj, bi rekel, konkretno. Nobena pesem ni pisana na neki konkretni primer, na neko konkretni doživetje, ampak je vse tako pisano na zgodbo življenja samega. Besedila so za koga mogoče težka, ampak so izredno čustvena in tukaj se je avtor besedil, za vse pesmi je prispeval besedila Marko Voksanovič in on je nasplošno v slovenskem prostoru znan kot dober pisec besedil. Tukaj je pač igralo neko pozitivo moje osebno prijateljstvo z obema članovima avtomobilov in vedno sta bila pripravljena pomagati, tako na prvem albumu, kot zdaj na tem drugem, s tem, da smo pač uspeli v tem obdobju toliko zrast, da smo, kakor sem že omenil, bistveno število in večino komadov prispevali sami. Zagledal tvoj otrujeni obraz, lasje so še zaspani od nočnih poti. Mislil sem si, da te res dobro poznam in da si tista, ki si jo želim. Ki si jo želim. Kaj bi bilo, če bi bilo, kaj bi bila jaz in ti, kaj bi nastalo, kaj bi umrlo, kaj bi cvetelo kot jaz in ti. V drugem življenju, v drugem filmu, v glavni vlogi jaz in ti. Kaj bi bilo, če bi bilo, kaj bi bila jaz in ti. Nekaj gubic, nekaj sledi, bojev, ki so za tabo, ne omenjaj jih. Živela si.
nekaj iskric, nekaj sladkega in ni bilo slabo. In da si tista, ki si jo želim. In da si tista, ki si jo želim. Kaj bi bilo, če bi bilo, kaj bi bila jaz in ti, kaj bi nastalo, kaj bi umrlo, kaj bi cvetelo kot jaz in ti. V drugem življenju, v drugem filmu, v glavni vlogi jaz in ti. Kaj bi bilo, če bi bilo, kaj bi bila jaz in ti. Jaz in ti, skupine Malo prepozno z albuma Kje sem zdaj. Vilko, kaj pa žanrsko? Kam bi se najlažje zaprli? Predalčkane glasbe v našem bendu ne igra kakšne hude vloge, ker smo si po okusu glasbenem dokaj različni. Ne? Janez, basist, prihaja iz nekega dokaj uspešnega benda 70-ih let, ki so igrali po celi Jugoslaviji takratni, so igrali hard rock, bili so tudi zmagovalci na gitarijadah, dobivali so nagrade za snemanje albuma. Zanimiva anekdota je bila, da so pri prvi zmagi, ki so dobili snemanje za 100 albuma, in ker so peli v angleščini, niso pristali, da bi peli v srbohrvaščini, in so zavrnili snemanje albuma. Jure, kot sem omenil, je pač tak, da je že v 4-5 bendih igral, Zoran je pač samo pri nas. Jaz sem se v 80-ih letih ukvarjal na bobnih z Novim valom, igrali smo na Novem roku, na Rokotočcu, tako da je bilo to kar zanimiva scena. Simon Jamnik na kitari, tudi v 2 bendih, eden je bolj komercialen, kjer pač delno prihrani in ustvari svoj kruh. In vsi imamo neke različne poglede na glasbo, na širše, in vsak posluša neki drugi nivo glasbe. V nekaterih sekvencah se ujamemo, in če bi se mogel opredeliti, ne vem, slovenska glasba je pač neki unikum za mene, že zaradi samega jezika. Če bi se opredelil, da smo neki rock, pop, band, zakaj pop, ne vem, zato ker mogoče nekaj bolj v uho, ker nismo tako trdi, ker nismo tako strogo, močno rokovski, bi mogoče rekel, da smo pač rock-pop band ali pop-rock band, kakorkoli. Ko pa se posluša album, pa vse skupaj zveni zelo melodično. Ja, to je pa zasluga truda, vaj velikih. Vsako pesem, vsak komad na albumu smo po narejenem demo posnetku preigravali, popravljali, aranžirali, spreminjali, tako da je kar precej časa za to šlo, in vedno je pač dinamika tista, ki nas muči, se nismo edini. V studiu našem, ki ga pač imamo na stenah napisane večkrat napise o dinamiki, melodika je pomembna, in tako ste rekel, da mislim, kot si rekel, ne, melodičnost. Simon poskrbi na vajah, da zadevo tako zapeljemo v času aranžiranja, da je potem pred komad speglan do konca in narejen, da je tako melodičen, kot bi pač kot se ga je on zamislil, in tudi mi se več ali manj z njim dobesedno strinjamo. Je bilo dosti truda pri iskanju nekega lastnega zvena? Ne, zanimivo, da ne. To, kar je Simon delal komadov, smo se hitro ujeli. Juretov komad sem že omenil, da je bil pač narejen na podlagi priredbe z njegovega prvega albuma. Mirko Voksanovič, ki je prispeval 2 pesmi,
nas pozna v dušo, kakšni smo, ve, kakšen je naš domet in tako da tukaj ni bilo težav, da bi mogli imeti kakšne popravke hude, več ali manj smo delali samo aranžmaje, medtem ko 2 pesmi, ki jih je pa Aljoša napisal, on je pa precej mlajši fant, tudi odličen kitarist, ne, ampak fant je pa v krogih heavy metala in ne vem česa še zdaj, imam bolj trdi pristop, to je bilo pa treba omiliti, ker prve originale, ki smo jih igrali njegove, ni šlo v kontekst albuma. Je bilo treba le to prilagoditi naši barvi, naši sceni, našim sporočilom, ki jih dajemo v eter in tako naprej, tako da to je bila edina stvar, ki smo jo mogli malo popraviti, da smo dosegli tisti filiruš in melodiko, ki smo jo želeli. 6. po vrsti bo Kam odhajaš? Neka romantična pesem z nostalgijo, tako nekako, mislim, je to Simonova pesem, tako kot vse druge smo tudi to dokaj hitro zapopadali. Zgodba gre pa nekako tako, da ko se pesem naredi, najprej v skladbi, imamo malo mogoče nenavaden način, da se besedilo je vedno dela na pesem, ne obratno. Niti enkrat nismo delali na besedilo pesmi. Vedno se je to potem naredilo naknadno. In tudi tekstopisec je to zadevo dokaj hitro zapopadil in je začutil zgodbo in nam je šlo to dobro na od rok.
Kam odhajaš, skupine Malo prepozen v oddaji Radioaktivno. Vilko, je mogoče primerjati oba izdelka? Ali ste pri drugem popolnoma drugačni od prvenca? Ne bi rekel. Albuma sta si v nekem smislu podobna, glede na to, da je način igranja in prispevek vseh nas pet v bendu dokaj podoben, ker še vedno na špilih igramo oba albuma, jih pač malce pomešamo, ampak mislim, tako kot sem že omenil, za razliko prvega albuma, kjer sta bila izključna avtorja Marko in Mirko, smo tukaj nastopali tudi sami in to je tista razlika, ki se čuti. Veliko več je solo vložkov, veliko bolj drugi album gre na rock verzijo. Pri prvem se čutil, to moram priznati, malce pridih barve avtomobilov, ker pač Mirko je skladatelj in avtor vseh skladb od avtomobilov in tudi na prvem albumu je bil avtor vseh naših skladb, zato je tukaj, ko smo zadevo spostavljali za drugi album na novo, je bil on prvi, ki je bil zadovoljen, da probamo zdaj sami narediti. In če ne bi bilo dobro, bi bil on tudi prvi, ki bi nas na to opozoril. In mi smo bili, kaj ne rečem, veseli, važni, prevzetni in več ali manj ponosni, da enostavno znamo in zmoremo. Kot si rekel, ni bilo to malo prepozno, mislim, da je to hudičevo dober album. 12 pesmi ste dali na album Dobra šolska ura glasbe. Ja, mogli smo se malo zabremzati. Če bi bil samo CD, bi mogoče še kakšna več bila, kar je pač tukaj osebna moja načimrnost šla tako daleč, da smo ponovno izdali tudi vinil, kar je danes v slovenskem prostoru se že malce bolj pojavila, ampak je to še vedno redkost, ker vinil narediti ni pocen zadeva. Še teže ga je prodajati, razlika v ceni je kar očitna. In smo bili potem pač prisiljeni, da smo dali na album 12 pesmi, kar je pa za določene okvire nasplošno tudi veliko. Danes bendi izdajajo 7, 8, 9 pesmi in so zadovoljni in končajo. Mi smo bili pač plodoviti, predvsem po zaslugi Simona in smo pač vztrajali, vlekali in pred 12 smo rekli dovolj je. Za vsak mesec ena. Rečiva temu tako. Naslednja bo Kje sem zdaj? Sicer bomo slušali skladbo ob dejstvu, da imava danes pri intervjuju tudi neke druge glasbene spremljave. Ja, zanimivo je slišati fante pridne, ki na tej vaši lepi graščini obnavljajo fasado in ravno pod oknama vanjega pridnega zidarja. Mislim, da se tudi on zabava. Še nekaj besed o skladbi Kje sem zdaj? Kje sem zdaj je pač naš naslovni komad, prvi singel, ki smo ga izdali, tudi uradno napovedovali po radijskih postajah, skupaj s pomočjo naše nove PR-ovke. Nekako smo tukaj prišli na zgodbo, da damo tudi naslov albumu, ker prvi album se je imenoval Mi gremo, ker nekako so upadal s tem, da smo izdajali prvenec, pač gremo v neke nove vode, da vidimo, kako bo album sprejet. S tem drugim tudi nismo kaj dolgo razmišljali, kako pa kaj narediti. Jaz sem pač dal predlog, Mi gremo in zdaj, ko smo prehodili pot debelih 4 let med obema albumoma, slabih 5 let, smo rekli, da smo pa nekje tam, kje sem zdaj, ne. Fantje so bili zelo hitri za in je bilo to sprejeto. Je pa to tak malo bolj udarni komad, malo bolj na rock narejen in nam je zelo všeč in tudi na radijskih postajah je dober odziv. Ko ljubezen pride v kraje, kjer ni stez in ni poti, takrat razširi svoja krila, začuti žrtev in drži. In ko ljubezen prime skremplji, ne upaš nič in se bojiš, takrat si samo plen in sanjaš se in držiš. In kje sem zdaj? In kdo se igra, ko ljubezen pride v kraje, kjer ni stez in ni poti, takrat si samo plen in sanjaš se in držiš. Kaj sem postal?
Kje sem zdaj, naslovna skladba albuma skupine Mal prepozen, Vilko z mano oddaji Radioaktivno. Že prej si omenjal nosilce zvoka, vidim, da si prinesel na vseh možnih formatih. 2x vinil, 2x CD, sicer format CD-ja, čeprav ni vedno CD, ne? Ja, zdaj tako bom rekel, ne. Tako kot sem povedal, snemanje celega albuma je kar velik zalogaj. Ker ni to samo to, da se nekaj posname, pa da na nosilec zvoka, ob temu je še ostala spremljava, od snemanja videospotov do promocije, do reklame, in ko na koncu črto potegneš, je številka ni tako zanemarljiva. In kljub temu, da je pač CD še vedno nekako neki standard v zadnjih 20-30 letih, odkar so se vinilke hotele posloviti, hvala Bogu se niso, sem se jaz odločil, da bomo tudi v vinil. V tej zadnji ediciji smo se pa odločili, da damo na predlog našega basista, smo prišli mi in naših fante, ki nam ostali pomagajo, je prišel predlog, da bi pa izdali zadevo na ključku, na USB-ju, ker ko smo pri prvem albumu CD-je podarjali, prodajali, je bilo veliko odziva, gramofona nimam, CD-playerja nimam, imam samo ključek v avtu. No, zdaj je šla zadeva še to korak naprej, da če nekomu USB podarimo, nekateri rečejo, joj, tudi USB-ja nimam več v avtu. Tako da bomo zdaj morali tudi na razne platforme, ker to so zdaj neke moderni pristopi in to pač bendom zadeve otežuje, ampak pač gre, tehnologija naprej, treba z njo jeti. Kakor sem pa omenil, vinilke so pač to, kar sem povedal. Narodna zadeva je, ker če je majhna naklada, je to peklensko drago. Če je neka normalna naklada, je potem težko to prodati in spraviti v javnost. Ampak, kakor sem omenil, odločil sem se osebno, da to tudi naredim in to smo naredili. Za streaming platforme pa ni nikoli prepozno. Ne, nikakor. Tam pravijo, da bo glasba ostala večna. Pa recimo da, tudi tako bom povedal, ne, velika razlika je med USB-jem, CD-jem in ploščo. Plošča, ko jo primeš v roke, vinilka, ne, ali LP, kakorkoli mi pravimo plošča, na Gorenjskem temu rečemo plata, je čist drugi občutek, ne, jo primeš, jo odpreš, ima neki von, tudi bootlegi, ki so noter lepo narejeni, moram mimogrede pohvaliti tudi našo oblikovalko, Jasno, ki nam je oblikovala zadnji album, o katerem zdaj govoriva, in prejšnjega tudi, smo se odločili, da dobrega konja ne menjaš, in všeč mi je to, da ko odpreš vinilko, je tisti von še vedno isti. Po grafiki, po barvi in tako naprej. Plošča, ki jo primeš v roke in daš previdno na dober gramofon, je to še vedno drugače občutek, kot pa če nekaj samo nekam v eno špranjo porineš. Naslednja bo lahkotna. Zgodbica za lahkotno ima neko tako zanimivo ozadje. Simon nam je naredil ta komad na nekih predhodnih dogovarjanj pred vajo in med vajo, ko imamo pauze, ko včasih kakšno pivo odpremo, ne, recimo tudi vodo, ne, da ne bo kaj narobe, ampak kakorkoli smo želeli imeti en tak, bi rekel, klasičen, bi rekel, mainstreamovski, južnoameriški zvok kitar, ne, na stil Eaglesov, južnega roka in tako naprej, in potem se je Simon poigral, mi smo ostalo prispevali, nastala je lahkotna, ki je dejansko taka, bi rekel, naslov smo dali načeloma prav za nalož lahkotna, ker prejšnji naslovi so bili veliko bolj, bi rekel, neprimerni. Mogoče bi uho šli, mogoče bi bolj orisali način igranja pri tej pesmi, ampak nekako se je treba držati tudi nekega bontona. In smo rekli, pa naj bo potem lahkotna. Sicer to ne pomeni, da je lahka in da jo lahko zaigrati, ker nam osebno v bendu je tako, smo mišljenja bolj počasen je komad, veliko bolj se napake poznajo, večkrat vidiš, če kaj zajebeš, ni problem v snemanju. Takrat lahko nasnemavaš, popravljaš, to sam dobro veš, ne, to gre, lahko 100-krat, ni problem, ne. Ko je pa treba zaigrati v živo, se pa bendi poznajo po kvaliteti takrat, ko igrajo nežne komade, ko igrajo lahkotne komade, ko igrajo počasne komade. Tam se pa vsaka napaka potencira. Ne enkrat, ampak 10-krat. Takrat pa ne moreš zajebati. Daj mi, da sem tvoj. Daj mi, da sem tvoj. Kako si lahkotna, kako lebdiš kot metulj. Tvoja krila so lepa,
plešeš, kot da si v snu. Daj mi, da te dotaknem, ko se okrog zavrtiš. Daj mi, da te objamem, ko pomladi dišiš. Daj mi, da sem tvoj, daj mi svoje srce. Dovoli, da se zaljubim, samo enkrat živiš. Daj mi, da začutim tvoj gladek obraz. Daj mi, da začutim. Bežijo, a tebi se ne poznam. Tvoje iskre letijo, ti si dekle, ki me pozna. Daj mi, da te dotaknem, ko se okrog zavrtiš. Daj mi, da te objamem, ko pomladi dišiš. Daj mi, da sem tvoj, daj mi svoje srce. Dovoli, da se zaljubim, samo enkrat živiš. Daj mi, da začutim tvoj gladek obraz. Daj mi, da začutim. Skupina Malo prepozen pozdravlja poslušalce Radioaktivno. Pravijo, da ko je polna luna, se v glavi marsikaj zgodi. V moji glavi je že taka ura, ki mi pravi, da te marsikaj mori. Če ti povem, bom vedno kriv in vedno preklet. Če ti povem, bom vedno tisti, ki je vse začel. Zato ne jezi se, imava veliko skupnih poti. Zato ne jezi se, ni se noč, kot se v besedah zdi. Zato ne jezi se, tudi jaz imam rane, kot jih imaš tudi ti. Zato ne jezi se, skupaj hodiva veliko je dni. V moji glavi je že
če ti povem, bom vedno kriv in vedno preklet. Če ti povem, bom vedno tisti, ki je vse začel. Zato ne jezi se, imava veliko skupnih poti. Zato ne jezi se, ni vse noč, kot so besedah zdi. Zato ne jezi se. Zato ne jezi se. Zato ne jezi se. Skupina Mal prepozen oddaja Radioaktivno, album Kje sem zdaj. Luna je bila slišana, Vilko z mano oddaja Radioaktivno. Vilko, prej si omenjal celostno podobo, tokrat ste se za naslovnico novega albuma kar uokvirili. V celostno podobo albuma se v bendu nismo spuščali. Nekako nam je Jasna Voksanović-Krl, to je Markotova hči, ona je dobra grafična oblikovalka, uspešna fotografinja, ima občutek in nekako je z poslušanjem albuma naredila pač tak grafični stil in podobo, kot jo pač vidimo pred sabo. Ko smo to zadevo dobili v pregled, ni bilo nobenega pomisleka, to ne bi bilo tako, kot je ona nastavila in zastavila. Moram sicer priznati in povedati po resnici, da Jasna je bila tukaj oblikovalka, medtem ko fotografije je prispeval Marko Del Belo, Ocepek, odličen fotograf, skozi bolj v slovenskem rock prostoru uveljavljen. On nas je spravil v studio, pri prvem albumu je tudi sodeloval in nas je nekako foto maltretiral tam na 3 ure, tako da smo mogli potem malo pauzo vzeti, da smo potem še v pol ure zaključili, kar je še želel. Bilo je, bi rekel, odlično, zabavno, zabavali smo se, ampak je tudi pri fotografiranju zadeva lahko na trenutke naporna. To je huje, kot če bi imeli koncert. In načeloma ja, ker mi smo, kot vidite na albumu, smo vsi tako hudo fotogenični, da je mogel, mislim, da ima fotograf precej dela, da je s kozmetiko in s popravili to vse popravil, razen našega basista, ki rad nastopa, rad izstopa, to je še v mladosti mu ostal. Mi smo pa že v takih letih, da je tudi težko lica skot poleči in trebuh not potegniti, ampak smo probali to z garderobo rešiti in fotografu gre zasluga, da je pač to nastalo, kar je. Promocijo albuma ste že imeli, kot sem bral, v Škofje Loke? Ja, promocija je tako, mi v bendu vsi izhajamo iz Škofje Loke. Nismo sicer tam doma, 2 člana v bendu sta še iz Škofje Loke, Jure se je preselil v Žiri, ga je peljala tja Ljubezen, Ljubezen je Zorana vokalista odpeljala v Postojno, mene pa iz Škofje Loke v Kranj, pa potem proti ljubljanskemu koncu v Pirniče pri Medvodah. In ker smo vsi, tako kot sem omenil, rodom iz Škofje Loke, nam je bilo veliko pomembno, da probamo v Škofje Loke narediti promocijo drugega albuma. Hitro smo uspeli zadevo dogovoriti z klubom Rdeča ostriga in naredili smo dober dogodek. Promocija je bila v štartu februarja oziroma konec januarja, smo mogli pa za en teden predstaviti. Organizacija je bila na nivoju, klub je bil totalno nabit, obisk je bil fenomenalen, tudi Klaudija se mi je pridružila na vokalu, povabili smo še ne goste, da so pred nami neko akustično varianto odigrali. Je bilo pač malo težava zbirati predskupino, ker na to zvrst glasbe, ki jo mi igramo, je težko dobiti predskupino. Nekatere, ki so premočni, ne pridejo poštev, tako da smo tudi to uspeli in pa povabili smo Markota Voksanovića, da je delal neko kratko povezavo, to ne pomeni, da je zjedel v neki knjižnici na literarnem večeru, ampak Marko je odlično odigral svojo vlogo pred koncertom, sred koncerta s predstavitvijo benda in na koncu za zahvalo. Uspeh je bil fenomenalen, obisk je bil dober, tako da zdaj sicer komaj čakamo naslednji špil, ki je pa še nekje v daljavi, ker, kot sem že v nekih intervjujih omenil, nerodno je igrati, če nisi močno prepoznaven, skozi v enem kraju. Ljudje se te naveličajo, ker ne moreš posiljevati svoje glasbo. Dejeti pa v neki drugi kraj, kjer te pa ne poznajo, ti pa ostaneta 2 opciji. Da se z lastnikom kluba ali dvorane dogovoriš, da to najameš, kar ni poceni, ne? Čeprav včasih denar ni problem, velikokrat pa tudi je. Ne? In potem igraš pač v prazni dvorani ali v praznem klubu in lastniku plačuješ izpad dohodka, ker mu je šank prazen. Mi pa v bendu sicer radi, ker še ga zvrnemo, ne moramo pa toliko popiti, da bi bil lastnik lokala potem zadovoljen. Vse je nekam krožno povezano. Ja,
Dobro, sej tu v prelepi Prlekiji tudi mislim, da imate vodo radi za druge zadeve. Vse posod se vse vrti tako krožno, ko je denar v igri. Tako je. Žal je tako, da denar je pač še vedno, kako rečemo, grdo sveta vladar. V glasbi je to sploh pomemben faktor. Žal, če bo kdo rekel, da temu ni tako, bom pač mogel, če bo dal argumente na mizo, verjel. Ampak pokazalo se je skozi našo zgodovino 14 let benda, da brez tega ne gre. Je treba le inštrumente, vso opremo, prostor za vaje, najemnine, že tu, da sploh prideš do kakšnega snemanja tokenih stroškov, sploh mi, ki nismo zadovoljni s čisto vsakim inštrumentom, tu nam gre na roke, da imamo pač možnost, da smo si prvoščali nekaj več, razen našega novega kitarista Simona, ki je pa totalni unikum. On pa presega na melodijo in to je fenomenalno slišati. Kako je on sposoben iz starejših kitar, starejših inštrumentov izvabati, s tem, da mislim, da bi bila stara kitara slaba. Nasprotno, so vse dobre kitare, so več ali manj stari letniki. Ampak tudi dobro kitaro staro, ki ima neki renome, to so cene drugačne kot pa recimo neke moderne variante. In če so že v tem debatirala, pa da ne bom predolg, začne se in konča se vse pri denarju. Tudi igrati za ston ne moraš vedno. So stroški, je bencin, imamo 6. člana, to je naš Nikolas, on je naš tonski mojster, imamo samo enega, držimo se ga kot klop, zato ker nas pozna. Točno ve, kako je treba v zaodrju in pododrju regulirati, odpirati kanale, zapirati, koga je treba dvigati, koga spustiti, vsak komad pozna v nulo in brez njega mi praktično ne moramo igrati. Ker je to specifična zadeva na albumih, da nas bi neki XY tonski mojster na koncertu lahko zapeljal v čist nerazumljive vode in zvoke in tone. Pasti srca bo naslednja. Pasti srca. Težko je kaj povedati, zdaj besedil nimam odprtih pred sabo, da bi nekaj lahko dodal, karkoli, ampak se pravim. Pesem, ki jo je naredil v tem primeru Simon spet, ne, pa Marko napisal besedilo. V glavi si zdaj poskušam ustvariti to besedilo, da bom znal kaj v komadu povedati, ampak mi čist nič na misel ne pride. Besedilo samo za sebe govori. Bi mogla en meri odpreti, da bi besedilo videl. Ugasnil sem radio, naj slišim, kaj govorim. Ker vedno je, da mi drugi rečejo, kaj sem. In vedno je, da se čustvom prepustim. In vedno se bojim pasti. Najdem mir, srce in pamet sta skregana. Ker vedno je, da mi drugi rečejo, kaj sem. In vedno je, da se čustvom prepustim. In vedno se bojim pasti.
Pasti srca, skupine Mal prepozen. Vilko, kako gledaš na slovensko glasbeno sceno? Triki vprašanje. A želiš imeti odgovor, ki bi bil poslušalcem všeč ali konkretnega mojega? Tvojega. Mislim, da je slovenska glasbena scena ena lepa scena, kjer je en kup čudovitih bendov, mladih, ki so perspektivni, se trudijo. Nekateri stari bendi so se nazaj začeli sestavljati in začeli igrati. In po tej plati je slovenska glasbena scena meni dobra. Osebno mislim, da je pri slovenskem poslušalstvu nasplošno preveč podcenjena. Kar se pa tiče ostalih zadev, promocija na radijskih postajah, je pa slovenska glasbena scena, saj žanr, katerega mi igramo, in rock, in ostali mladi, ki se mučijo, in tudi prenekateri stari bendi, ki so že na sceni po 20, 30 in več let, so pa, mislim, hudo razočarani. Vsa ta komercijala, ki se je v radijskih postajah zgodila, zelo vesel sem, da Radio Prlek ni ena izmed njih, da ima nekdo v lasti 30 radijskih postaj in več in bremza razvoj slovenske glasbene scene. To je meni osebno ne samo glasbeni, ampak vseobči kriminal. To se ne bi smelo dogajati, samo žal vse. In ko so že nekaj minut nazaj omenjala denar, to se pravi, se tudi v komercialnem in zaslužkarskem poslu denar prevlada nad vso to zgodbo in to gre v slovensko glasbeno sceni in ne gre v prid. Absolutno ne. In nikoli ne bo šlo, če bo to tako naprej. Kaj narediti? Fora je samo temu, da taj kot ste vi in še pre nekateri drugi, slovenski radio recimo, kjer se trudijo, da slišiš slovensko glasbo, tako da vse povsod poslušamo ene in iste floskule na radijskih postajah. Če imaš eno postajo pržgano recimo v avtu, pa se eno uro voziš vsak dan, vidiš, da se matrice rolajo in na mesec dva jo zamenjajo. In potem si nekako malce prisiljen postajo zamenjati, ker to ne gre v prid vsemu temu. Zakaj mladi ne pridajo, sem omenil. Mislim, da je glavni krivec na tej zgodbi je predstavitev skladb na komercialnih radijih, ker mladi bi radi igrali, slovenska glasba bi se morala vrteti, ampak žal se ne. Poslušamo ene in iste zgodbe in veliko starih mačkov v slovenskem prostoru to dobro ve, tudi ob raznih prilikah to izpostavljajo, ampak pripombe, argumentirane, ki bi dobro prinesle slovenski glasbeni sceni, nikakor ne padejo na plodna tla. Kaj več pa o imenih potem pa rej ne bi. Da ne boš fasal kakšne tožbe. Ja, točno tako. Kako pa skupina Mal prepozen pluje z umetno inteligenco? Nič. Vsa inteligenca je v naših 5 glavah, v naših vijugah. Žal smo tudi tako, da telefoni so v glavnem zato, da vse pokomuniciramo, nismo ravno v takih letih, da bi znali obvladati vse to skupaj, poslužujemo se standardnih metod. Jaz pri pripravi intervjuja povprašal umetno inteligenco o izvajalcu, s katerim se pogovarjam. Tudi kopilota sem vprašal o vas. Grozno. Da je dobre podatke, da se najde. Dam pa mu tudi nalogo, da zastavi umetna inteligenca 5 vprašanj mojemu gostu. Pa peva. Sedaj imaš na voljo, ali želiš, da ti kopilot zastavi 5 smešnih vprašanj ali 5 absurdnih vprašanj. To prepuščam tebi. Izbere. Ma ne vem, peva na smešne, ne vem, absurdne, pol. Bom pa kombiniral. Peva. Pa ne bo prvo vprašanje kar smešno. Če bi morali en teden živeti samo od hrane iz bencinske črpalke, kdo bi prvi obupal in zakaj ravno on? Prodajalec. Ker bi bolj poredko prišel k njemu na obisk. Drugo vprašanje bo absurdno. Kdo med vami bi bil najbolj nevaren, če bi mu dali v roke neomejeno količino mehurčkov za pokat? Naš basist. Zato, ker je kuhar po poklicu. Tretje vprašanje, pa ga vzamemo iz smešnih. Če bi vas povabili v resničnostni šov Kmetija, kdo bi najprej izgubil živce zaradi kokoši? Naš pevec Zok. On je tako resna oseba in s kokošemi se ravno dobro ne razume. Četrto vprašanje. Absurdno. Kateri od vas bi bil najbolj prepričljiv, če bi moral prodajati nevidne predmete? To bi bil pa jaz. Ker jaz bi pa še mrtvega prodal, če bi bilo treba. Pa mogoče nas Simon. Simon je tudi komercialno uspešen. In še zadnje vprašanje.
Naj bo izmed smešnih. Kateri član bi v apokalipsi najverjetneje postal vodja in kdo bi bil tisti, ki bi po nesreči sprožil apokalipso? A naš Jure, ker Jure ima tak globok vokal in ko on začne z močnim rock vokalom pet, takrat se ne stresejo samo stene, se stresejo v bistvu tudi pot. Upam, da je pa to v redu. Sedaj si slišal, kaj zanima umetno inteligenco o vas. No, mislim, zanimivo. Pred leti sem bral umetno inteligenco o meni in so mi šli lasje po konc. Tam so bili pomešani, vse so me pripisali. In Perota Lovšina in igral sem z nekaj jemšo stiska možgane in težko spomin me včasih zapušča. Gospod je nedaleč tu doma v Prekmurju. Vlado Kreslin, Vladota so mi omenjali, pisali so, da je celo Lado igral v mojem bendu in ne vem kaj še vse. Tako da so rekel tole pa. Tudi to je en od razlogov, zakaj se umetne inteligence ne lotevamo, ker to je nesmiselno, vsaj v glasbenem področju. Kako je pa za produkcijami in s pisanjem skladb, to pa nimam pojma. Napreduje. Predzadnja, Tukaj smo. Pesem Tukaj smo je bila narejena dokaj hitro. Naredil jo je, mislim, da je Mirko. Ne vem na pamet, naj mi avtorji skladb oprostijo, če sem kakšno pesem pobrkal, ker pred sabo imam samo seznam pesmi, ne pa kdo je bil avtor in ker smo se vsi tudi malo pobrkam vse skupaj. Nekako komad govori o tem, kako smo mi zadevo delali, kako smo se pripravljali, kako smo delali, s kakšnimi težavami smo se spopadali in rezultat komada je bil nam všeč. Zato smo ga pač dali na album. In mislim, da sploh ni slaba pesem. Je ena boljših. Tudi po igranju je ni tako enostavno odigrati, ker se dobe menjajo, frekvence, dinamika se spreminja in je, saj jaz na bobnih imam kar malo sitnosti, da se moram kar skoncentrirati. Takrat nič kaj okrog ne gledam, bolj gledam kožo, bolj gledam palce, bolj gledam sebe in pazim, da mi kakšna palčka ne odleti. Tukaj smo, saj za zdaj. Mladi smo, kot nekdaj. Obleci, kar imaš, obleci se tako, kot najbolj znaš. Danes je prav, da si. Tvoja obleka pokaže mi, kaj si misliš o meni in svetu, kjer živiš. Ker včasih te rabim, da mi pokažeš, kaj prej sem bil. Včasih te rabim srečo, da se zavem, kako majhen sem bil. Mladi smo, kot nekdaj. Obleci, kar imaš, obleci se tako, kot najbolj znaš. Danes je prav, da si. Tvoja obleka pokaže mi, kaj si misliš o meni in svetu, kjer živiš. Ker včasih te rabim, da mi pokažeš, kaj prej sem bil. Včasih te rabim srečo, da se zavem, kako majhen sem bil.
tihem sem bil. Tukaj smo, skupine Mal prepozen, Vilko, za konec tega pogovora. Album je svež, verjetno sedaj vaša želja, čim boljša promocija. To definitivno. Tudi do vaš konc pridemo, če nas bo kdo povabil, z veseljem, noben problem. Se pravim, izredno sem vesel, Boštjan, da si nas povabil, oziroma da si mene povabil, fanti bi tudi z veseljem lahko prišli, ampak je bil dogovor tak, da se oglasim jaz. Včasih mi tudi ta vloga pripada v bendu, da moram to peljati. Zadovoljen sem, da sem se prepeljal čez pol Slovenije do vašega konca, v vaš prelepi konc in kot sem rekel, upam, da bo naš album vašim poslušalcem všeč. Vsekakor se lahko name obrnejo, na naš bend se lahko obrnejo in pošljemo po pošti album, noben problem. Na koncertih jih vedno prodajamo in kaj ne rečem, za konec je kaj? Veter. Do tega še prideva? Prideva. Ampak to pomeni, da preko družabnih kanalov, preko vašega maila lahko poslušalci tudi naročijo vaš izdelek? V bistvu preko Facebooka, to je trenutno najbolj aktualno, YouTube je namenjen drugim zadevam, trenutno smo v fazi, kjer se vse naše skladbe postavljajo na druge platforme, plačljive ali neplačljive, zdaj še vse se moramo zmeniti s PR-om, kako bomo to zapeljali. Medtem ko v prodajo, uradno prodajo pa nismo šli. Ker je bil pri prvem albumu uspeh tako zanemarljiv in stroški za kode in za pravice prodaje tako enormno veliki, da že samo vpis, da dobiš črtno kodo, je tako visok, da je potem to treba prodati, kaj ne rečem, 50 CD-jev, zdaj ta strošek pokriješ. Če bi bili reala, trgovec, ki ima na policah 1000 in več kosov, to ni težava. Samo z enim artiklom je pa to muka. Boste še katero skladbo izpostavili kot single, podprli z videospotom, kot ste sedaj naslovno? Ja, zdaj, ker single je bilo pa takole, mi smo želeli single snemati v decembru in v januarju. Mišljeno je bilo vse skupaj, da bomo v decembru delali. Bile so neke bolezni v bendu, kratkotrajne, potem so bile priprave na album, priprave na promocijski koncert. Malce nas je v januarju oziroma v decembru to zdravje zvijalo in potem je snemanje prvega spota moglo biti preloženo. In imeli smo namen, da bomo posneli Kje sem zdaj. Scenarij je bil tudi narejen, naš režiser Hieronim Viler se je potrudil, zadeve prav zastavil, žal so mogli to prestaviti in zdaj, odkar je album zunaj, sta 2 meseca in se single vrti in smo se odločili, da bomo mogli pa drugi komad v single spraviti na videospot. Ker nekako neka pravila v glasbeni sceni še vedno so in je prav, da so tako, kot so. Težko je potem, v štartu se gre potem za singlom, s promocijo, z videospotom, z reklamami in tako naprej. In če videospot zamuja toliko časa kot pri nas, je potem bob ob steno objavljati videospot na prvi single, zato bomo rajš zbrali drugo pesem, pa z njo posneli videospot, ki bo pa tudi zelo v kratkem. Nas čaka dan, 2 snemanja. Kot pa si že povedal, nekaj novega materiala pa je tudi na zaloge. Ja, absolutno. Novi material trenutno je še ves pri Simonu, nekako tudi po bendu teh komadov ne dajemo ven, za njih veva jaz in Simon sama. Simon plodno dela, zapeljano imamo tudi strokovno ekipo, kdo nam bo pri naslednjih pesmih pomagal. Ali bomo šli v 3. album, se moram še odločiti, ker večinoma bremena tukaj sloni na meni. Definitivno bojo pa te komadi posneti, tako kot mora biti, s kompletno produkcijo, z miksanjem in definitivno jih bomo tudi igrali. Ampak trenutno imamo še toliko dela z zadnjim albumom, pa z igranjem, pa s pripravami na razne špile, da se s temi 7 komadi, ki so zdaj narejeni na novo, še ne obremenujemo. Je treba malce počakati, ne bom rekel malo prepozen, ker prav dolgo pa tudi ne moramo čakati. Nas pa potem le malo šalovi, to se pa nam, priznam, pozna. Bova pa šla v eter z Vetrom. Veter smo umestili na koncu, da nekaj odpiha na koncu, malo smo komad skrajšali, pred komadom in po komadu smo imeli sekvenco Vetra na nekih matricah in to se nam ni zdelo v redu, ampak pesem je top. Simon je to pesem napisal, mislim, da hipno, nasploh Simon, da nam njemu kakšne krivice dela, občutek imam, ko so včasih pesmi prihajale z njegove strani, da je bila ena noč in naslednji dan bila pesem narejena. Ali je celo noč razmišljal, odigraval, preigraval in naslednji dan smo jo dobili, fante, poslušajte to in to je bilo to. Zelo smo odprli ritem sekcijo na tem komadu, nekako je
Z kitarami in z tempom smo dosegali neki aranžma, ki nam je dal vedeti, da je to res pesem, ki si zasluži neki posebno mesto, in meni osebno je bilo na koncu plate, mora biti vedno tudi dober komad. Ne more biti nekaj pozabljenega, nekaj napol narejenega, nekaj, ki bendu ni všeč, nekaj, ki so dali kot mašilo gor. In Veter definitivno ni taka pesem. Prihaja pa Veter za konec tega pogovora. Vilko, član skupine Malo prepozno, hvala, da si se oglasil v oddaji Radioaktivno, ter uspešno in čim bolj delo naprej. Hvala tudi tebi, Boštjan, za povabilo in pozdrav vsem poslušalcem. Čisto drugačen dan, vse bom postavil tako, kot da se ne poznam, in vse grde navade so z menoj. Pravijo, da naj pozabim takoj. To so neke obljube, verjamem jim za zdaj. Čas mi bo pokazal, če smo skupaj in zakaj. Veter naj piha, nič me ne skrbi. Veter odpihne vse druge skrbi. Veter naj piha, to si želim. Veter odpihni, naj me ne skrbi. In vse grde navade so z menoj. Pravijo, da naj pozabim takoj. To so neke obljube, verjamem jim za zdaj. Čas mi bo pokazal, če smo skupaj in zakaj. Veter naj piha, nič me ne skrbi. Veter odpihne vse druge skrbi. Veter naj piha, to si želim. Veter odpihni, naj me ne skrbi. Veter naj piha, nič me ne skrbi. Veter odpihne vse druge skrbi. Veter naj piha, to si želim. Veter odpihni, naj me ne skrbi. Poslušate oddajo Radioaktivno, pozdravlja vas skupina Malo prepozno.